Če tako pomislimo, so moški dejansko prišli ven iz ženskega telesa. Zanimivo, ne? Ja, danes je še 29 dni do mojega razsvetljenja in odločila sem se, da bom iskreno spregovorila o moških. V bistvu o mojem pogledu na moške, o tem, kaj sem ozavestila skozi leta, kako jih vidim. Seveda pa to ni nujno, da velja za vsakega moškega. Gospodje, prosim, ne se užaliti, če bom karkoli takega povedala. Gre res za mojo osebno izkušnjo, ki bi jo pač rada podelila, in mogoče se v tem bo našla tudi kakšna ženska in pa mogoče tudi celo moški. Vesolje, pravijo, je sestavljeno iz ženske energije. In zato je moška energija zelo zaželena in v bistvu zelo redka. Kaj to pomeni, če to prenesemo v naše vsakodnevno življenje? Na nek način je tukaj patriarhat, ki že stoletja nekako deluje na Zemlji. Zdaj pa se energija preveša v jin energijo. Torej, smo v obdobju, ko se ženske prebujamo, ko se jin energija bolj spoštuje, oziroma prihajamo do spoznanja, da smo mogoče ta jin dolgo časa zatirali in ga želimo zdaj izraziti. In zdaj, moški se lahko ob tem počutijo ogrožene. Zakaj? Kot sem prej rekla na začetku, je v bistvu, če tako pogledamo, iz kje moški pridejo, so moški živeli 9 mesecev v maternici ženske. Živeli so v posebni energiji, ker energija maternice je taka topla, mehka, udobna. In potem, ko so se rodili, so prišli v svojo energijo, v svojo yang energijo, ki je bila popolnoma drugačna. Zdaj, ta yang energija je v bistvu predstavlja zavest, predstavlja akcijo, predstavlja vzdržljivost. In tega nam ženskam ponavadi manjka, In zato nam v bistvu moški odslikavajo ta drugi del, yang del. Zdaj, kakšen je naš yang pri ženskah, je odvisno od tega, kakšen je bil naš oče, se pravi, kaj nam je predal, kaj nas je naučil, kaj smo doma videli, in potem seveda ta odnos med mamo in očetom smo jasno preslikali vase in ga živele še naprej, torej v naših partnerskih odnosih. No, ampak zdaj, če tako govorim iskreno o moških, jih jaz v bistvu občudujem in čutim, kako znajo dobro oni vse to razložiti. Ne vem, a ste kdaj opazili, recimo, če je neko predavanje in predava ženska, kakšna je energija v dvorani, in potem, če bi isto tematiko predaval moški, kako se kar nekaj oživi, kar zbudi se neko zanimanje, Tako je vsa energija popolnoma drugačna. Ali pa recimo smo v družbi žensk, same ženske, in pride moški v to družbo. Kako se kar oživi, smo vse kar, kako dobro, To je zato, ker ima moški v sebi nosi svetlobo. Yang je svetloba. Če pogledamo yin-yang simbol, je v bistvu moška yang energija predstavlja svetlobo. In jaz vsaj v mojem partnerskem odnosu vidim, kako moj partner odseva v najinem odnosu svetlobo, kako se neke stvari postavijo na mesto, kako so bolj razumljive. Recimo, jaz kakšne stvari niti ne znam povedati, jaz lahko nekaj povem, ampak ne znam jih razložiti, ker jaz enostavno to čutim s celim svojim telesom, svojo intuicijo, svojo maternico. Potem pa recimo me on vpraša, ja pa daj razloži mi, zakaj.
Pa se meni zdi tako neumen, pa kaj moram jaz zdaj to razlagati, a ne? Pa si, a ni jasno, ne? Ampak ne, ni jasno. Moški drugače zaznavajo energijo in svet okoli sebe kot mi ženske. Moški so v bistvu ogrožena vrsta. In če ženske ne bomo pazile, se bodo umaknili. In veliko moških se umika v odnosu, a ne? Zato, ker enostavno niso sprejeti, ne čutijo, da so sprejeti. Ženske jih skozi hočemo nekaj spreminjati. Pa daj to, pa lobi to, pa zakaj ti štumfi še vedno ležijo na tleh, pa vsak dan ti govorim, a ne? Ženske ne razumemo njihovega procesa, a ne? In potem jih napadamo. In to ni okej. Moški se bo umaknil. Zdaj, eni moški znajo tudi kaj narediti nazaj, a ne? In jaz pravim, da je prav, da se moški postavi zase, a ne? Ker, če si čist, bomo rekli, priznamo, a ne, je ženska tista, ki vzgaja moškega v takšnega, kakršen je. In potem se ženske pritožujemo, zakaj so moški taki. Ja, zato, ker smo jih ženske take vzgojile, a ne? Se je, ja, jasno. In sploh v tem, kjer so v bistvu samo ženske vzgajale svoje otroke, a ne, se je opazen ta manko janga, a ne. Ampak okej, moški lahko to vsem pridobi v času svojega življenja, more pa nujno razrešiti odnos z mamo, a ne. Če moški ne bo razrešil odnosa z mamo, potem bo težko v partnerstvu dosegel, bom rekla, lepše partnerstvo. Ženska bo to zaznavala, ne, ker energijsko mi ful dobro zaznavamo vse, tudi moški, da ne bo pomote, ampak mi to drugače zaznavamo, ker imamo maternico, ker z maternico, a veste, ženske smo tudi zato bolj samostojne, zaradi maternice. A ne, moški recimo po razhodu po navadi rabi veliko več časa ali pa se mogoče niti ne opomore nikoli, zapade mogoče v kakšno pijačo ali kakorkoli. Zaradi tega, ker mu je bila odvzeta ta ženska energija na nek način, a ne, ki jo dobi tudi preko seksa. Ampak drugo je pa to, da, a ne, ženska drži 3 stebre pokonci, moški enega. To ne pomeni, da je ženska več vredna, ampak samo, da ženska ima toliko več energije zaradi maternice in lahko vzdržuje 3 stebre v domačem okolju, a ne. Se pravi, ženska hodi v službo, ženska skrbi za otroke, kuha, recimo tako, na splošno, če gledam to na splošno žensko vlogo. Seveda v današnjem času že prihaja do deljenih vlog in deljenih opravil, a ne. Pač kakor se v partnerja odločita, da bosta naredila, ampak vseeno so moški, recimo, narejeni za to, a ne, da skrbijo za družino, da so providerji, da speljejo neko akcijo, a ne. In ženske jim moramo to pustiti, da naj to naredijo, ne. Ne moramo pol zahtevati, ja, si pustil te štumfe, ja, si naredil to. Seveda, fajn je, da pospravijo za sabo, ne, da me ne pospravljamo za njimi. Ampak bolj se gre za to, da dobimo to razširjeno zavedanje, da bolj razumemo, zakaj je temu tako, a ne. Ker ženska glava bi rada vse imela perfektno, a ne, romantiko, pa še tipa, ki bo se postavil za njo, pa ki bo borben, pa ki bo naredil tisto, kar je rekel, ki bo šel v akcijo, a ne. Ja, dajmo si, ne, ta pričakovanja malo znižati, ker tudi mi nismo idealne, a ne. Zdaj, jaz bom o partnerstvu govorila potem naslednji dan, se pravi v naslednjem videu, ampak dajmo pogledati moškega ne z očmi skozi prizmo ženske, ampak dajmo ga pogledati tako posebej, a ne, izven tega, ne kakšnega si mi želimo. Ampak dajmo ga videti takšen, kakršen v resnici je, kaj lahko res on nudi, kakšni so njegovi plusi, kakšni so njegovi minusi, kakšni so moji plusi, kakšni so moji minusi, a ne. Jaz sem bila tudi zoprna, pa sitna, pa skozi sem hotela nekaj spreminjati, pa to pa mi je pol moj rekel, lej, zdaj pa dosta, ne, zdaj pa nehaj s tem, a ne. In midva sta si ful različna, a ne, po karakterju, po delovanju, a ne, in se ful dobro dopolnjujeva zaradi tega. Ampak to zato, ker sem jaz uspela spustiti svojo zoprnijo, pa videti njega takšnega, kakršen je.
nisem še vse naredila, ne me narobe razumeti, nisem popolna, daleč od tega in še kar kakšne stvari ne razumem, ampak se trudim, se trudim, se pogovarjava, ne. Nujno je, da moškemu dovolimo, da je moški. Nujno. Meni se kakšne take stvari z moškimi, mislim, meni se marsikaj dogaja z moškimi. Jaz sem bila ful jezna na moške na začetku, zaradi očeta, ker sem bila jezna na očeta in potem sem to projicirala na vse partnerje, in se nisem odprla, na srčni se nisem mogla odpreti, in sem doživljala vse, samo meni so moški kazali samo ogledalo mojega janga, In potem se prav spomnim, ko sem brala, partnerstvo, v bistvu pač ženska izbira moškega na podlagi svojega očeta. In sem si mislila, pa jade, pa kaj še, pa to ni res, Pol, ko sem primerjala očeta, pa mojega tega bivšega moža, ne, to ni tako. Ja, pa ful imel veliko lastnosti, še potem se je kasneje pokazalo, da je določene stvari enako speljal kot moj oče, Ful zanimivo, ko bi rekel, a je to možno? Ja, seveda, saj je logično. Ti celo življenje gledaš očeta, pa mamo. Ja, jasno, da bo moški izbral na podlagi mame to, kar je videl v svojem življenju, ženska pa na podlagi svojega očeta, kakšne vzorce je dobila. Saj to je jasno, ampak meni je bilo takrat to, ne, pa to pa ni res, Potem sem pa sčasoma pač se prizemljila, padla moja z ritjo trdo na tla, da sem ugotovila, da je vse to res, In potem sem šla pač v ozaveščanje tega, ampak zelo veliko sem mogla spuščati te jeze, Jeze, tudi strahu, ker moški, so fizično močni. Mi ženske se mogoče v podzavesti malo bojimo te njihove fizične premoči, ker so res močnejši. Oni se pa bojijo na drugi strani naše energijske premoči, In potem, če nimamo tega ozaveščenega, se drug z drugim bojujemo, Ženska uporablja pač finte, ki jih ima, energijska orožja, moški pa mogoče to silo, ta yang, In ni lušen, če se dva skozi nekaj pričkata, si gresta na živce, ne vem, in se nočeta razumeti, Saj ni nujno, da mi čisto v polnosti razumemo svojega moškega, pa okej, zdaj vem, ne rabimo vsega vedeti, Fajn je pa, da dovolimo moškemu, da je, kar je, Konec koncev smo ga mi izbrali, Mi smo tisti, ki smo, če pa ti kaj ni všeč, pa ga pusti, pa pojdi naprej. Sam vedi, da naslednji bo enak, če ne boš spremenila sebe znotraj sebe, boš dobila enakega moškega. Zato sem se odločila za 7-letni celibat, da nisem imela nobenega moškega, ker je bila moja predstava o moškem popolnoma zgrešena. Popolnoma zgrešena. Nekaj stvari, mislim, čista zmeda v glavi, sploh nisem vedela, kaj hočem, zakaj hočem, na kakšen način hočem. In sem se dala v 7-letni celibat in se rekla, ne bom bila z nobenim, In potem sem spoznala veliko boljšega partnerja, se pravi, to pomeni, da sem nekaj naredila, da v bistvu partnerja, ki je ljubezen mojega življenja in še vedno me uči, še vedno se učim od njega, še vedno me dopolnjuje. Hvaležna sem zato, ker je on, ker mi je pokazal, kaj je biti pravi moški, Ni princ na belem konju, tudi on ima napake, ne govorim o tem, ampak enostavno vidim, koliko enih stvari me uči, kar me moj oče recimo ni naučil. In tudi, čeprav bom zdaj 50 kmalu, lahko to komot priznam, veliko se učim od njega, Ta yang energija, ne vem, od financ, od določenih načinov razmišljanja, kako v življenju delovati, kaj narediti, tisto, kar jaz nimam, ima on, in kar on nima, imam jaz in se tako ful lepo dopolnjujeva, Ampak bilo je veliko let dihanja na to, ozaveščanja, spuščanja, konec koncev spuščanja mojih pričakovanj do njega. Kakšen bi mogel biti, zakaj ni tak, kaj vse bi mi mogel dati, tako.
In hvala vam, moški, res hvala vam, da ste, kar ste. Ne sedite, ne, ženskam kar tako, ne dovoljevati, da pometajo z vami. Seveda, tudi vi morate nekaj narediti za to, ne govorim, da zdaj vi vztrajate pri svojemu, ker najhujše pa, če moški ne dovoljuje, se ne povezuje žensko, ne. Mi ženske hrepenimo po povezovanju, ampak ja, moramo biti pa v resnici, in eni in drugi. Vem, da je za moške ful težko se odpreti čustveno, pač ste bili tako naučeni in je okej tudi to, konec koncev, ne rabijo biti zdaj vsi jokavi, pa ne vem kakšni, zato da bomo ženske bile zraven vesele, ker ne bomo, ker mi rabimo stabilnost in rabimo varnost in rabimo občutek, da smo zaželjene, da smo spoštovane. In nekdo, ki bo ves mlahav in nežen, ful nežen, preveč nežen, ne bo nam to všeč, Zato tudi mi ženske, kaj si želimo od moškega, kakšnega moškega, če ste med partnerstvi oziroma samske, kakšnega moškega si zares želite, Pa itak bomo dobile tazga, kakršen je naš yang, notranji, ker drugače ne more biti, To, kar si, to pritegneš v svoje življenje. In če si pripravljena spustiti svoj ego, potem boš dobila pravega moškega, Oziroma, pač ni popoln, tako kot jaz nisem, pa ne ve, drage dame, vse imamo še kaj za delati. Fajn pa je, da se zavedamo, da smo zavedne ob tem, kaj se nam sproža, kaj nam moški kaže, ker moški je samo naše ogledalo, našega notranjega yanga, Jaz sem prav enkrat zaznala v eni meditaciji, kako sem jaz sestavljena pač iz yina in yanga, iz teh dveh energij. Yin predstavlja moja mama in yang predstavlja mojega očeta. In kako se one dva znotraj, pač tako kot je bilo takrat, ne med sabo, kaj si delata, na kakšen način. In sem prav zaznala to zgodbo v meni, da se to ves čas v meni odvija, In kako jaz, če nezavedno odreagiram iz te zgodbe, iz svoje otroške zgodbe. Kar je normalno, saj danes že vemo, da v otroštvu, kar smo dobili, nas še danes v bistvu določa, In če ozaveščamo, potem je to precej drugače lahko živimo tudi, In ja, zakaj ne bi živeli malo boljše, Ali pa, da bi živeli bolj zavedno, predvsem. Saj jasno, da enih stvari, ki smo jih podedovali od staršev, ne moreš spremeniti, ker to je tako zasidrano vate, Ampak velikih pa lahko. In ja, moški so meni krasni, jaz jih imam ful rada. Ne razumem jih čisto, ampak jih niti ne rabim. Važno, da jih sprejmem, takšne kot so. Seveda mi gre tudi kakšne stvari na živce, logično. Pri kakšnih drugih, s katerimi se mogoče dlje časa družim, Ampak se trudim, da probam biti brezgrajna do njih, da jih ne obsojam, Če pa že jih, pa si grem pogledat, zakaj jih obsojam, Zakaj me to toliko moti pri njih, Nekje je gotovo tudi v meni, ki me pri njih moti, ali pa me spominja na kakšno osebo, nekaj, kar še ni znotraj mene razdeljeno. Ja, tako. Naši moški so krasni, hvala vam, ker me učite, hvala, ker ste tukaj, hvala, ker mi kažete moj yang, ogledalo, da jaz lahko še naprej v bistvu rastem in se preko tega od vas učim tudi drugih kvalitet, ki jih jaz sama nimam. Jutri pa bom govorila iskreno o partnerstvu in partnerskih odnosih. Mogoče sem se danes že dotaknila tega dela, ampak jutri pa še bolj v globine, kaj meni predstavlja partnerski odnos, kako se soočam s tem in seveda še kakšno drugo stvar. Lepo se imejte, rada vas imam, se vidimo.